Torej, pa dovolite mi, Jernej, da jaz, pozdravim, našo gostjo, doktor Nino Cek, in se ji zahvalim, da je pripravljena nam deliti, svoje, znanje in predvsem ji želim tudi čestitati, k doktoratu, a ne. Jaz pozdravljam tudi vse, in Boštjana in Branka, ki sta se danes, priključila. Jasni se zahvaljujem, ke bomo tole tem Jerneju, ki bo to poslal tudi ostalim, ki nimajo trenutno časa, da se nam pridružijo. Si pa to vsekakor, mislim, da bodo z veseljem pogledali malo kasneje, ne. Tako da bi kar začeli, če je tako prav, ne? Torej, najlepša hvala, vaši iniciativi, gospe Kajzer, za povabilo v vašo sredino. Tako kot ste že povedali in je tudi pač opisano v moji predstavitvi, dejansko jaz se pri svojem odvetniškem poklicu, soočam z zelo težkimi primeri zdravstvenih napak, predvsem se ukvarjamo z odškodninami, in, prav to me je, v bistvu ta dolgoletna praksa pred leti vodila v odločitev, da se, z zadevo začnem ukvarjati poglobljeno tudi na teoretični ravni, in sem v lanskem decembru tudi, na področju nekrivdnih odškodninskih shem, uspešno zagovarjala doktorsko disertacijo na, Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in posledično, v tem mesecu, pri Odvetniški zbornici Slovenije pridobila tudi, specializacijo na področju civilnega medicinskega prava. Tako da jaz bi z vami želela podeliti, tako praktične izkušnje kot pač tudi določena teoretična izhodišča in izsledke mojega raziskovanja. Želela bi vam predstaviti, s kakšnimi težavami se soočajo pacienti pri uveljavljanju odškodnin, in, tudi nekatere rešitve, do katerih mislim, da bi pač kot družba v Republiki Sloveniji morali slej ko prej priti. Vsak od vas ima, če prav razumem, določeno osebno izkušnjo, pravzaprav je tudi osebna izkušnja tista, ki je mene pred davnimi leti, praktično za časa študija, vodila v področje medicinskega, civilnega medicinskega prava, namreč tudi sama sem jaz babico izgubila kot posledico pač okužbe z, MRSA. Tako da, je bil potem to v bistvu razlog, da sem se, začela ukvarjati z, raziskavami tega področja in da me to še dandanes spremlja. To, kar boste danes videli, je pač tudi neko predavanje, s katerim sem jaz, pred časom študente na Pravni fakulteti v Ljubljani, soočala s tem, kako izgleda delo odvetnika v odškodninskih primerih, torej v sodnem sistemu v Republiki Sloveniji. In, moram reči, da sem doživela kar pozitiven odziv, in, da so stvari tudi njim, in verjamem, da bodo danes tudi vam, enako kot meni, izredno zanimive. Namreč primeri so zelo raznovrstni, zelo pestri, kar pa je potrebno seveda uvodoma poudariti, je, da, se medicinsko pravo, kot sama zaznavam v Republiki Sloveniji, šele v zadnjih letih, v resnici, močno, močno razvija in da smo, bom rekla, v obdobju zadnjih 5 let, tudi v sodni praksi dosegli pomembne premike, po moji oceni, predvsem za paciente, na boljše. Ko govorim o odškodninskem področju v zdravstvu, se spomnim ene izjave priče iz enega sodnega postopka. Dejansko je šlo za zdravnika, ki je na presenečenje vseh, ki smo bili takrat v sodni dvorani, sam rekel: "Glejte, to se ne bi smelo zgoditi." Kot veste, je, upor zdravstvenih ustanov običajno v sodnih postopkih, prezentiran na ta način, da se, vedno branijo s tem, da pač oni napake niso zagrešili in da je šlo kvečjemu za komplikacijo. Ampak moram reči, da so tudi določeni zdravniki, ki so pripravljeni, no, pač, povedati resnico, tako da ne smemo zdaj posploševati in, prav negativno udrihati po zdravnikih in po zdravstvenih ustanovah, ker so tudi pač tiste svetle izjeme, ki meni dajejo upanje, da bi lahko kot družba prišli do nekih sistemskih sprememb.
V Sloveniji, kot veste, imamo klasičen sistem odškodninske odgovornosti, kar pomeni za pacienta, oškodovanega pacienta oziroma v sodnem postopku govorimo o tožniku, dokazovanje 4 predpostavk odškodninske odgovornosti, pri čemer je, zdravstvena ustanova zaradi obrnjenega dokaznega bremena dolžna dokazati, da za nastalo škodo ni kriva. To pomeni dokazovanje škodljivega dejstva oziroma protipravnosti, dejstva, da se je napaka zgodila, dokazovanja vzročne zveze, in dokazovanja škode. Jaz sem vzročno zvezo poudarila zato, ker je tukaj najbolj problematični vidik običajno, torej dokazati, da je, neka škoda pacientu nastala zaradi napake in ne zaradi samega poteka, njegove bolezni ali poškodbe. Težave, s katerimi se soočamo, so, kot veste, dolgotrajnost postopkov in visoko finančno breme za tožnike. Kot sem že omenila, problematično ugotavljanje hipotetične vzročnosti, namreč, vse je hipotetično, ko govorimo o nekem poteku bolezni, ne vemo, kako bi bolezen napredovala ali pa poškodba, kakšne posledice bi imela, če takega dogodka, ki se zgodi v poteku zdravljenja, govorimo o neki napaki, ne bi bilo. In posledično se bomo oziroma jaz mislim, da se že soočamo s pojavom defenzivne medicine, kar pomeni, da, zdravstvene ustanove oziroma zdravniki opravljajo tudi, preiskave, ki v resnici ne bi bile potrebne, vendar jih izvajajo zato, da sebe zavarujejo, kar je tudi velika obremenitev za, sam zdravstveni sistem kot tak, seveda finančna obremenitev. In temu se seveda želimo izogniti z nekimi določenimi sistemskimi spremembami. V sodnem postopku, ko torej tožnik, pacient vloži tožbo, se bo ugotavljalo, ali je bilo v njegovem primeru, je prišlo do strokovne napake, to je ravnanje v nasprotju z zahtevami zdravstvene doktrine, odstopanje od profesionalnih standardov, če pač skrajšam, je to malomarnost, ali gre morebiti za komplikacijo, torej za neki zaplet med zdravljenjem, ki je bilo sicer, strokovno neoporečno. Ko govorimo o zapletu, seveda ni odškodninske odgovornosti zdravstvene ustanove in prav to je tista točka, na katero se običajno oprejo slovenski izvedenci medicinske stroke, ki so postavljeni v teh postopkih, ne. Tudi če ugotovijo, da gre za napako, jo pripišejo običajno nekemu zapletu in tukaj morate biti, kot tožnik oziroma kot vaš pooblaščenec dovolj spreten, da si tudi naberete dovolj strokovnega znanja, da znate potem izvedenca ustrezno zaslišati, da se razčisti, ali je to res bil samo zaplet ali gre morebiti za strokovno napako. Namreč tukaj je meja relativno tanka. Lahko se pa ugotavlja tudi, da so se uresničila neka notranja tveganja, neka sistemska tveganja, recimo zato, ker, bolnišnica ni imela zagotovljenega, recimo 24-urne urgence. Tudi notranje tveganje ali pa če niso zagotovili dežurstva, ne, tudi notranje tveganje pomeni lahko, torej podlago za odškodninsko odgovornost. Zdravstvena ustanova se bo lahko razbremenila odgovornosti, če bo dokazala, da so bile okoliščine primera take, da jih ni bilo mogoče preprečiti, odpraviti in tako naprej. Recimo tukaj en primer slikovit bi bil, da zaradi zelo slabega vremena niso mogli opraviti prevoza s helikopterjem in je recimo pacient zaradi tega, ker mu ni bila zagotovljena pravočasna obravnava v terciarni ustanovi, umrl. Recimo to je tak primer, ko bi lahko se, zdravstvena ustanova uspešno sklicevala na okoliščine izven njene sfere, torej na neko višjo silo. Protipravnost je zelo problematična, torej ugotavljanje, ali gre za napako ali ne, je izredno težko v teh primerih. Ugotoviti je treba, kako je ravnal zdravnik, kako bi v resnici kot skrben strokovnjak moral ravnati, in potem sodišče opravi tukaj pravno presojo. Torej eno in drugo pogleda, kako pa seveda s pomočjo izvedenca, medicinske stroke z določenega področja. In prav izvedenci so tisti, ki so v teh sodnih postopkih izrazito problematični. Namreč na tako ozkem geografskem prostoru je zelo težko zagotoviti, neodvisne, nepristranske sodne izvedence in se, vse bolj, moram reči, da tukaj sem vesela, da se je sodna praksa tega začela zavedati, poslužujemo izvedencev iz tujine. Kar je pa
po drugi strani tudi visoko stroškovno breme za tožnika, ki mora plačati predujem za takega izvedenca, da ne govorim sploh o prevodih dokumentacije, ke vam lahko povem iz enega konkretnega primera, da so samo prevodi dokumentacije v nemški jezik stali 60 000 €. Izvedeniško mnenje pa 8000 €, tako za primerjavo, da boste imeli malo občutka. Ampak jaz nočem strašiti v tem oziru, zato ker mislim, da en spreten odvetnik vam bo pomagal tudi pri tem, da si zagotovite brezplačno pravno pomoč za plačilo predujma, izvedenca in seveda tudi sodnih prevodov. Tako da vse te težave so v resnici dejansko se jih da rešiti, no, samo je treba pač malo širše na zadevo gledati. Ko govorimo o napaki, ne, tukaj sem predstavila en primer, ki se mi je zdel zelo zanimiv iz sodne prakse. Prerezali so tožniku desni sečevod, prišlo je do perforacije črevesja pri eni relativno rutinski operaciji, poleg tega je bila pa tukaj še okužba z MRSA, kar mene pač še posebej zanima, zato ker vemo, da bolnišnične okužbe so pač del vsake zdravstvene obravnave, sploh v bolnišnicah, in se tukaj sprašujem, ali lahko oškodovanec v tem primeru uveljavlja odškodnino ali ne. In tukaj sodišče se soočilo s vprašanjem, ali gre zgolj za zaplet ali za zdravniško napako, in je višje sodišče, ki je razveljavilo prvostopenjsko sodbo, naložilo prvostopenjskemu sodišču, naj ugotovi konkreten vzrok neželenega stanja in predvsem, ali je bolnišnica zagotovila vse ustrezne ukrepe, da bi preprečila prenos okužbe z MRSA. Torej tukaj je eno jasno napotilo sodišča, ni dovolj zgolj splošen odgovor, ja, pač MRSA je itak v bolnišničnem okolju prisotna in se tega zaveda vsak, ki stopi v bolnišnico, ampak je sodišče reklo ne. Potrebno je ugotoviti, ali je bolnišnica zagotovila vse potrebne ukrepe, da bi se temu izognili. Potem imamo tukaj en primer, ko je sodišče presojalo, ali je oralni kirurg opravil svojo obveznost skrbnosti dobrega strokovnjaka. Namreč šlo je za vstavitev implantatov, medtem ko je pa zobozdravnik predhodno opravil snemljivo protetiko. In sodišče je ugotovilo, da sama proteza je strokovno popoln izdelek, da je bil kirurški poseg tudi skrbno izveden, vendar je pa ugotovilo napako v tem, da je bil sam načrt sanacije, torej že tista prva stopnja, predhodna stopnja, ke se je treba s pacientom pogovoriti o tem, kakšen je predviden potek zdravljenja, bil napačen. Torej sam načrt je bil napačen, in ker je bil načrt napačen, kljub temu, da je bil potem poseg pravilno in popolno izveden, je štelo, da gre za napako, in je bila prisojena temu poškodovancu tudi odškodnina. Tukaj imam jaz en primer iz tuje prakse, in sicer ta primer se mi je zdel izjemno zanimiv, zato ker je bilo vzrokov dejansko več. Šlo je za enega oškodovanca, ki je bil poškodovan pri delu v gozdu, in potem je bil pač zlomljeno nogo je imel, prepeljan je bil na urgenco v bolnišnico, opravili so mu RTG, vendar vaskularni pregled ni bil optimalen. Tukaj pač pregled teh poškodbe žil ni bil opravljen ustrezno in je bil odpeljan v centralno bolnišnico šele po 4,5 ure od poškodbe. Tam je bilo ugotovljeno, da očitno neke vaskularne posledice so, vendar ni bilo na razpolago vaskularnega kirurga, in šele po tistem prekoračenem času 6 ur za žilno intervencijo je prišlo do operacije, vendar žal do amputacije zaradi tega, ker je bilo vse skupaj prepozno, ne. In tukaj se v sodnih postopkih tudi v Sloveniji soočamo s tovrstnimi primeri, ko je lahko povzročiteljev tudi več. Kot vidite tukaj, najprej urgenca v neki periferni bolnišnici, ki nima ustreznih resursov oziroma opravi suboptimalni pregled, potem pa centralna bolnišnica, ki ne zagotovi dovolj hitre obravnave. In v takem primeru recimo tak oškodovanec bo tožil, zahteval odškodnino, uveljavljal odškodnino od obeh, ki bosta potem solidarno odgovorni, če bi sodišče ugotovilo, da so bile napake storjene v obeh ustanovah, recimo, ne. Tako da lahko je vzrokov nastanka škode več.
kot sem že omenila, gre lahko za zaplet, lahko gre za napako, lahko gre za sistemsko pomanjkljivost ali pa celo za stanje pacienta, kot v tem primeru, ker je šlo za pač res en hud primer poškodbe. In v tem primeru bo sodišče seveda ugotavljalo, kateremu od povzročiteljev gre pripisati posledico. Torej, v tem primeru amputacijo noge, ne. Kdo je tisti, kateri faktor je povzročil v konkretnem primeru amputacijo. Potem je seveda problematična in problematizirana v sodni praksi, tudi slovenski sodni praksi, moram reči, da sem vesela, da vse bolj sama pojasnilna dolžnost. Namreč pojasnilna dolžnost je izredno pomembna ustavno zagotovljena pravica vsakega pacienta in hkrati dolžnost zdravnika, da lahko pacient odloča o svojem zdravstvenem stanju, ne. In pojasnilna dolžnost je v zakonu relativno podrobno obdelana. Zakon nalaga zdravniku, kaj vse je dolžan pacientu pojasniti, preden pacient v poseg privoli. In tukaj se v sodni praksi ukvarjamo s številnimi vprašanji, tako z vprašanjem, ali zadostuje ustna privolitev, kot z vprašanjem, katero recimo vrsto zdravljenja je zdravnik izbral, katere so morebitne druge možnosti zdravljenja, drugi načini postopka, katero zdravstveno stanje naj pacientu predoči in tako naprej. Recimo Vrhovno sodišče v več primerih pojasni, kaj pomeni kršitev pojasnilne dolžnosti, in sicer tukaj sem jih jaz nekaj naštela. Recimo reklo je v enem primeru, da zdravnikove obveznosti iz pogodbenega razmerja ne zajemajo le medicinskih posegov, ki zaradi svoje invazivnosti predstavljajo poseg v pacientovo telesno integriteto, vendar tudi vse ostale ukrepe in obveznosti, ki so z zakonom predpisane, kamor sodi tudi pojasnilna dolžnost. In tukaj je sodišče postavilo jasno stališče, da gre za poslovno odškodninsko odgovornost zdravstvene organizacije, namreč s tem se je sodna praksa veliko ukvarjala. Predvsem je pomembno, da zdravnik v osebnem stiku pacientu pojasni, kaj ga v bistvu v postopku zdravljenja čaka. Obstajajo tudi določene izjeme, ko je sodišče reklo, da niti ni potrebno, da bi pisno pridobivali soglasje, ampak načeloma je potrebno pisno pridobiti soglasje pacienta, potem ko se pacientu natančno ustno razloži, kaj v bistvu ga čaka. In ta natančnost je dejansko obratno sorazmerna z hitrostjo, torej tem, če je potrebno hitro neki poseg hitro opraviti, je pojasnilna dolžnost manjšega obsega, medtem ko če imamo časa dovolj in gre za tvegan poseg, mora biti pa pojasnilna dolžnost temu ustrezno široka. In mora zdravnik seveda upoštevati konkretne značilnosti pacienta, ne na splošno, ne. Zato tudi ne zadostujejo zgolj pisni obrazci, kjer pišejo o splošnih zapletih recimo, ne. Treba je imeti v vidu konkretnega pacienta in njegove specifične značilnosti, tudi njegove v resnici želje, kaj bi si želel in tako naprej, ne. Zelo zanimiva se mi zdi odločba Vrhovnega sodišča, ko je šlo za presojo, ali lahko pacientka izbira carski rez kot izbiro poroda. In je sodišče reklo, da ja, vendar pod pogojem, da je carski rez relativna v bistvu indikacija, ne. Torej, če obstajajo neke telesne značilnosti porodnice, ki terjajo izvedbo carskega reza, potem je porodničar dolžan omeniti tudi možnost carskega reza ali pa naravnega poroda in se je taka pacientka tudi se lahko odloči za eno ali pa drugo možnost, ne. Ker tukaj je sodišče šlo na to, da je pravica do svobodnega odločanja o sebi močnejša od zdravnikove avtonomije, da izbere najprimernejši način zdravljenja. Kar se tiče
samega postopka, torej ko pridemo enkrat na sodišče, ko imamo tožnika, ko imamo na drugi strani zdravstveno organizacijo kot toženo stranko. Moram reči, da se je sodna praksa dosti premaknila v korist pacienta, v smislu, da mu ni treba z dokaznim standardom gotovosti dokazati, da je bila napaka storjena, ampak zadostuje pretežna verjetnost. Pretežna verjetnost. To pomeni, več kot 50% mora pacient dokazati, da je vzrok njegovi škodljivi posledici dejansko napaka v postopku zdravljenja. To se ugotavlja z izvedenci medicinske stroke, ki naj bi zagotavljali pošten postopek, in je zato toliko bolj pomembno, da so ti izvedenci res nepristranski, neodvisni, kar vam pa pač moram povedati iz svoje prakse, da je to izjemno težko zagotoviti, ker je povsem logično, da imamo v Republiki Sloveniji trenutno zgolj 2 medicinski fakulteti, da so včasih ti izvedenci, ki danes opravljajo izvedeniško delo v postopkih, prihajali iz iste fakultete, da se srečujejo na strokovnih srečanjih, kar sicer po presoji sodišča samo po sebi ni zadosti, ampak v veliko primerih najdemo določene navezne okoliščine med zdravniki, ki so pacienta zdravili, in zdravnikom, ki opravi izvedeniško delo v postopku, če je iz Republike Slovenije, da uspemo dokazati, da je njegova vloga pač pristranska in si zato potem prizadevamo za postavitev izvedenca iz tujine, če je tako mnenje očitno pristransko in pač posledično tudi, bom rekla, kar v škodo pacienta. Kar je šlo naprej, slovensko sodišče je tudi v tem, da pacient ni dolžan povedati, kaj točno je bilo storjeno napačnega v postopku zdravljenja, vendar zgolj zatrditi, da je bila napaka, ki je vodila v škodljivo posledico, torej poslabšanje zdravstvenega stanja ali smrt. Kajti prav ta dejstva se presojajo v postopku z izvedencem. Torej za samo vložitev tožbe vam ni potrebno vedeti natančno, katere napake so bile storjene, lahko zgolj zatrdite, da so bile storjene, potem bo pa sodišče v postopku z izvedencem ugotovilo, ali te napake so bile ali niso bile. Seveda bo pa lažje, če imate vi že prej neko strokovno utemeljitev, s pomočjo, da si pač pomagate s pomočjo nekega izvedenca oziroma zdravnika, in da že v fazi priprave tožbe konkretizirate, kaj so bile napake, katere napake so bile storjene, ker vam bo potem v samem dokaznem postopku veliko lažje prepričati sodišče in tudi konec koncev izpodbiti eventuelno neugodno mnenje izvedenca, če bi enostavno zaključil, da je šlo recimo za zaplet. Tako da jaz v vsakem primeru svetujem in se tudi sama poglobim v strokovne članke z medicinskega področja, seveda zavedajoč se, da sem laik, ampak grem vedno najprej preštudirati torej tudi to strokovno literaturo, kolikor jo pač jaz lahko razumem, da lahko svetujem stranki, ali je potrebno pridobiti še kakšno mnenje pred pravdo, ali se pač spustimo v pravdo in pričakujemo, da nam bo ta dejstva, ki jih navajamo, potrdil izvedenec v samem postopku. Tukaj moramo omeniti s procesnega vidika pač določbo Zakona o pacientovih pravicah, s katero sem jaz prepričana, da tudi vi kot iniciativa pač opozarjate. In me žalosti, da nismo uspeli v Republiki Sloveniji uresničiti določbe Zakona o pacientovih pravicah, ki je že leta 2017 določil, da se primeri hudih telesnih poškodb ali smrti v postopkih zdravljenja obravnavajo prednostno. Namreč, kot jaz ocenjujem, ostaja to zgolj črka na papirju in so postopki še vedno nesorazmerno dolgi in bi se jih že obstoječimi instituti, če bi se v sodnih postopkih uresničevali, dalo zelo primerno uporabiti. In moram povedati, pa ne želim zdaj izpostaviti enega slovenskega sodišča oziroma imam v mislih čisto konkretnega sodnika, ki pa moram reči, da temu
da temu tako dosti sledi in da, se v resnici trudi, da bi se, ti postopki izvajali ustrezno, hitro in tudi ekonomično. Tako da niso pač ne gre za, enake primere, najdejo se tudi svetle izjeme, ki te določbe zakona, bom rekla, dosledno izpolnjujejo. Torej imamo tudi primere v sodni praksi, ko se ukvarjamo z vprašanji postavitve novega izvedenca, kajti tudi v tem primeru, ki ga tukaj omenjam, je sodišče ugotovilo, da konkreten vzrok za nastalo škodo žal v postopku kljub dolgoletnemu trajanju ni bil ugotovljen, in kot veste, Evropsko sodišče za človekove pravice je postavilo jasen standard, da je država dolžna ugotoviti vzrok, poslabšanja zdravstvenega stanja ali smrti, če do tega pride v postopku zdravljenja. In, to imamo en primer, Desusa, mislim, da je Lopez, kjer v primeru, da država tega ne zagotovi, je država tista, ki odškodninsko odgovarja takemu pacientu. In, zdaj jaz upam, da so slovenska sodišča to razumela in da bodo sledila konkretnim napotkom o tem, da je potrebno res ugotoviti, kaj je vzrok, če pride do smrti, predvsem do smrti, no, v postopkih zdravljenja pri zdravstvenih ustanovah v posameznih, državah podpisnicah Evropske konvencije za človekove pravice. Tukaj sem še en primer omenila, ki se mi je zdel pač, zanimiv, no, saj to je ta, kjer je sodišče izpostavilo prav zelo pomemben, vidik ugotavljanja konkretnega vzroka, za nastalo škodo. Namreč v postopku smo ugotovili, da je bila magnetna resonanca opravljena prepozno, to so nam izvedenci povedali, vendar so hkrati v tistem vidiku, ki se nanaša na vzročno zvezo, rekli: pa saj tudi, če bi bila pravočasno opravljena, bi bila posledica enaka." Torej, to dekle je paraplegik, ne. No, in tukaj sodišče je reklo: "Ne, niste dovolj jasno obrazložili, zakaj menite, da bi bila posledica enaka." In, je zadevo vrnilo v odločanje prvostopenjskemu sodišču in zdaj pač tam čakamo na ponovno dokazovanje z izvedencem, najbrž, iz tujine, ki bo odgovoril na ta vprašanja. No, zdaj sem vam na praktičnih primerih povedala, kje vidim izzive klasičnih odškodninskih sistemov. Klasične sisteme pozna pretežno celotna Evropa, Amerika. Vsi se soočamo s težavami potem, da, nimamo, bom rekla, dovolj širokega kroga upravičencev, zato ker so ti postopki, predvsem dragi, torej ne more si vsak privoščiti plačila sodne takse, plačila izvedenca, ker so dolgotrajni in se marsikdo obupa, že predno, se sploh zadeve loti, ker ve, da ga bo 10 let, da bo mogel hoditi na sodišče in tako naprej. Posledično tudi, odškodnina ni enako dostopna vsem, torej tistim, ki si bodo lahko privoščili postopek, je, drugim pa ne. Transparentno odločanje bi bilo zagotovljeno, če bi imeli na razpolago dovolj izvedencev, tukaj imam jaz pač tudi v mislih določene zelo konkretne rešitve na ravni Evropske unije. In, tudi, soočamo se s tem, da bi bilo potrebno pač razmejiti, civilne postopke od postopkov kaznovalne narave, kar pa mislim, da v Sloveniji pač, imamo. Vsi klasični sistemi težijo k temu, da bi preprečevali pojav defenzivne medicine, da bi izboljšali varnost pacientov, tudi preko sistema priznanja napake, da bi se zdravniki učili na napakah in prizadevajo si, da bi se znižali stroški, namreč stroški tako za zdravstvene ustanove kot za, paciente. Recimo, če vam povem na angleškem primeru, oni imajo, kar veliko težavo zdaj že s tem stroškovnim delom izplačila odškodnin. Pri nas jaz mislim, da tega še, da tukaj še nismo, no. Prav mogoče je pa tudi vzrok, da se sistemsko nikamor ne premaknemo, ker, sistemi so se začeli premikati, v smeri nekih alternativnih rešitev takrat, ko je strošek odškodnin postal za države previsok. In, jaz opažam pač očitno v Sloveniji tega še ni, ker teh primerov vseeno ni tako veliko, kot je v resnici zaznanih napak. No, in zdaj, če preidem, na, posebne ureditve sistemov odškodninske odgovornosti, bi vam najprej omenila
dva sistema, to sta belgijski in francoski, ki sta hibridna in ki se meni zdita tudi kot, neka primerna rešitev za slovenski sistem. Bom na koncu povedala, zakaj, ker, sistemi, ki poznajo nekrivdne odškodninske sheme, izhajajo iz drugačnih predpostavk in mislim, da slovenskih problemov, vsaj problemov pacientov, ne bi dovolj učinkovito rešili. Francija in Belgija sta šli po poti neke take hibridne reforme, kjer sta uvedli nekrivdno odškodninsko shemo zgolj za tiste primere, kjer gre za neke najhujše oblike škod, torej za neke resne posledice. Če pacient v postopku zdravljenja utrpi posledice, ki so recimo več kot 25-procentna invalidnost, prejme izplačilo iz nekega sklada, ki je pač, na državni ravni voden, in, ta sklad, omogoča ne samo izplačilo odškodnine, ampak tudi pridobivanje določenih, strokovnih mnenj že v fazi pred sodnim postopkom. To ne pomeni, da so zdaj v Franciji ali pa Belgiji kar ukinili klasičen sistem in da morate iti vi po tej poti nekrivdnega sistema, če ste oškodovani za več kot 25%, ampak pomeni, da obstaja ta možnost. In kaj po mojem s tem, pridobimo? Pridobimo to, da tisti oškodovanci, ki so res najhuje oškodovani, na relativno hiter in poceni način pridobijo odškodnino, ki jo seveda potrebujejo v prvi fazi za rehabilitacijo in za pač stroške, ki jih imajo z zdravljenjem. Poleg tega so recimo potem taki najhujši primeri izognejo tudi tem kompleksnim sodnim postopkom. Posledično tudi seveda medijski izpostavljenosti in posledično, kot vemo, tudi potem vpliva to zagotovo tudi na izboljšanje varnostnega vidika. To recimo v Belgiji so tako reformo vzpostavili leta 2010, prav zaradi dragih in dolgotrajnih postopkov, pa po drugi strani tudi zahtevnega dokazovanja za paciente, pojava defenzivne medicine, negativne publicitete in dviga zavarovalnih premij. Oni so šli po zgledu francoskega modela, vzpostavili so dvotirni sistem, tako da je za tiste oškodovance, ki so resno, poškodovani oziroma recimo pokojni, oblikovali sklad, iz katerega se da odškodnino pridobiti relativno hitro, in kar jaz ocenjujem kot zelo pozitivno, je to, da lahko vsak oškodovanec, ne glede na to, ali ta njegova škoda dosega prag resnosti 25% ali ne, lahko zaprosi za izdajo mnenja glede dostopnosti odškodnine in torej pridobi neko strokovno mnenje, že predno se odloči, da se bo spustil v eventuelni sodni postopek. In, tukaj sem pač recimo za študente, no, izpostavila, kaj bi naj bila razlika, ne. V klasičnem sistemu je, torej ta, sistem odškodnin, kot neko socialno zavarovanje tržno usmerjene družbe, kjer mora biti dokazano malomarno ravnanje kot vzrok nastale škode, medtem ko nekrivdni sistemi pa kolektivizirajo tveganje, postopkov zdravljenja, ki so izrazito tvegani in vse bolj tvegani, in, kaj s tem pridobimo? To, da družba prevzame tveganje izplačila odškodnin za škodo, ki jo pacienti v teh izredno tveganih postopkih utrpijo. In če zdaj recimo preidem na to, na ta tretji del, torej če govorimo o nekrivdnih odškodninskih shemah, te sisteme poznajo na Novi Zelandiji in v Skandinaviji. Jaz sem prepričana, da ste se vi s tem že tudi, kaj ukvarjali. Kot veste, v Republiki Sloveniji sta bila dva predloga za vzpostavitev nekrivdne odškodninske sheme. En je bil s strani pacientov, drugi s strani Zdravniške zbornice. Mislim, da kar sledijo, tem, kar poznajo skandinavske ureditve. No, ampak zdaj, da nekako se omejim, skupne značilnosti nekrivdnih shem so v tem, da postavijo določen prag invalidnosti, ki opravičuje izplačilo odškodnine iz državnega sklada. Potem nekateri sistemi odškodnino omejijo navzgor, nekateri ne. Tudi ni nujno, da pokrivajo vse oblike škod, ki jih, sicer predvideva klasični odškodninski sistem. Običajno oškodovanci v teh shemah, prejmejo nižja izplačila,
v primerjavi s klasičnim sistemom, vendar pa po drugi strani imajo na voljo lažjo, hitrejšo in cenejšo pot do odškodnine. Novozelandski sistem celo izključi sodno varstvo, to pomeni, da načeloma naj oškodovanec ne bi uveljavljal odškodnine po klasičnem sistemu, medtem ko v drugih ureditvah temu ni tako. Gre za neko javnopravno ureditev, torej to, kar zagotavlja država, obligatorno. In predvsem je namen nekrivdnih shem, da se zabriše funkcija odškodninskega prava v smislu prevencije in njegove kaznovalne vloge, temveč postavlja v ospredje oškodovanca kot takega in družbo, ki kolektivizira tveganje tako, da temu oškodovancu zagotovi neko odškodnino, zato ker je utrpel škodo. Zdaj, na Novi Zelandiji tukaj pač so določene specifike, predvsem ta, da oni so izključili sodno varstvo, da so nekako uredili, v katerih primerih se lahko uveljavlja odškodnina, torej ko gre za neko poškodbo pri zdravljenju, pri čemer se ne presoja krivda izvajalca zdravstvenih storitev, in poenotili so vse vrste škodnih dogodkov, namreč oni poznajo tovrsten sistem za v resnici različne tudi recimo prometne nesreče in tako naprej. Tako da pri njih gre samo še za eno od shem znotraj tega sistema. Gre zgolj torej za eno od teh 6 kategorij, ki zajema vse postopke zdravljenja, tako diagnostiko kot napake recimo v administrativnih procesih. Vsak, ki utrpi škodo v teh postopkih, je upravičen načeloma do odškodnine, vendar ne pa v primeru, če je njegova škoda posledica neke neobhodne ali gre za neko običajno posledico zdravljenja, recimo postoperativne brazgotine so običajna posledica zdravljenja in seveda za tako posledico oškodovanec tudi v primeru novozelandske nekrivdne sheme odškodnine ne more dobiti. Tudi tukaj se ugotavlja vzročna zveza, tako da po vsem kriterijem se tudi v nekrivdnih shemah ne izognejo. Sodni postopek, kot sem že rekla, načeloma je izključen, razen v primeru, ko je bila škoda povzročena namerno. Če je škoda izključno posledica razporeditve sredstev, tudi odškodnine ni. Torej, če bi šlo za to, da škoda nastane, ker neko zdravilo na Novi Zelandiji ni na razpolago, je pa recimo na razpolago drugje, tukaj nimamo odškodnine iz nekrivdne odškodninske sheme. Sama sem pri raziskovanju našla določene zanimive sodne odločbe, ki so se ukvarjali s kriteriji upravičenosti in tako naprej, ampak mislim, da bi bilo za potrebe našega srečanja danes mogoče to preširoko, tako da če bi vas kaj več zanimalo, jaz vsekakor ostajam na razpolago, ampak bom mogoče malo hitreje prešla te slajde, ki se nanašajo na pač podrobnejšo obravnavo novozelandske ureditve. Recimo, kar še povem, je, da se priznava izplačilo za premoženjsko škodo, ki vključuje tudi nadomestilo za trajne posledice, so pa ta izplačila kar bistveno nižja od klasičnih sistemov. Kar je pomembno je, da se vloga oškodovanca obravnava zelo hitro, v roku 12 mesecev in potem imajo tudi omejen čas za odločitev, to je čas 9 mesecev, torej obstajajo tudi določeni notranji postopki, kar pa je recimo vzpostavil novozelandski sistem, je to, da ni več obveznosti, da bi se poročalo o škodnih dogodkih, razen v tistih primerih, če obstoji nevarnost za širšo javnost, kar pomeni, da sam nekrivdni sistem ne sporoča varnostnih odklonov in je tukaj obstaja nek zid med kaznovalnimi postopki in odškodninskimi postopki, kar naj bi pač vplivalo na večjo transparentnost, večji sodelovalni odnos med zdravniki in pacienti. Nekrivdne odškodninske sheme poznajo tudi skandinavske države, prva med njimi Švedska, že od leta 1975, od leta 1997 kot obvezna shema.
S tem, da so tudi oziroma te, skandinavske sheme vzpostavile določene kriterije, med njimi je zelo pomemben tale kriterij izogibnosti, in sicer se v postopku presoje upravičenosti do odškodnine iz sheme presoja, ali bi se bilo škodi mogoče izogniti, če bi poseg opravil izkušen strokovnjak, ali bi morebiti do enake posledice prišlo tudi ob uporabi druge alternativne metode zdravljenja. Opravi se vsekakor primerjava z odlično zdravstveno oskrbo, in, torej, kot vidimo, se tudi v primerih nekrivdnih odškodninskih shem ne moremo povsem izogniti tistim vprašanjem, ki so tudi pri nas izredno problematična, torej vprašanje vzročne zveze, vprašanje protipravnosti, tako da, nekrivdna odškodninska shema v resnici ni povsem nekrivdna odškodninska shema. Zelo podobno tudi oni uporabljajo dokazni standard pretežne verjetnosti pri ugotavljanju, kaj je vzrok za nastalo škodo. Mora pa biti vsekakor, škoda posledica, neposredna posledica medicinske oskrbe kot take. Seveda je ta presoja, nekako med malomarnostjo in objektivno odgovornostjo, tako da je ugotavljanje krivde nekoliko, nižje kot pri nas, kot v klasičnih odškodninskih sistemih, vendar še vedno obstaja. Torej tudi tukaj, je vnaprej predvideno, katera škoda se, oškodovancu povrne, in, postopek je relativno enostaven, pri čemer je, oškodovancu tudi omogočeno, da v kolikor ni zadovoljen z odločitvijo, svojo, odškodnino torej lahko še vedno uveljavlja po sodni poti. Kar je pomembno, oziroma pomemben kazalnik uspešnosti teh shem je, da se večina zahtevkov, v Skandinaviji, v Novi Zelandiji, na Novi Zelandiji pa še toliko bolj, razreši preko te nekrivdne odškodninske sheme, kar kaže na to, da so sheme v Skandinaviji in na Novi Zelandiji izredno, dobro sprejete in da se torej oškodovanci praktično ne več poslužujejo sodnih postopkov. Je pa res, da z varnostnega vidika ni dokazano, da bi nekrivdna odškodninska shema vplivala na zmanjšanje varnostnih tveganj, da bi torej, zdravstveni delavci zaradi tega delovali kaj bolj, varnostno preventivno kot sicer v klasičnih odškodninskih sistemih. Zdaj razhajanja v primerjavi s slovenskim sistemom so in niso. Mogoče, v resnici v praksi niso tako pomembna, kot, bi pričakovali, glede na to, da so te sheme nekrivdne šle v res eno tako zelo, radikalno, rešitev. In sicer, kot sem že rekla, pač sodno varstvo je v obeh primerih še vedno obstaja, razen na Novi Zelandiji, kjer so neke specifike. V resnici potencial za izboljšanje kvalitete in varnosti v zdravstveni oskrbi je, tako v klasičnem kot nekrivdnem sistemu po moje kar primerljiv. Namreč, ta varnostni vidik se v postopku zagotavljanja odškodnin ne izrazi tako pomembno. Bolj pomembno je, da je oziroma pač osnovna bistvena razlika je v tem, da oškodovanec v nekrivdnem sistemu odškodnino prejme res hitro in z bistveno manj stroški. To je pač osnovna razlika, vse drugo, tudi dokazovanje izogibnosti, ki je primerljivo protipravnosti pri nas, in dokazovanje vzročne zveze so v resnici, zelo primerljivi, kar je, vsekakor pozitivno pri nekrivdnih odškodninskih shemah oziroma v tem hibridnem sistemu, ki sem ga predstavila v primeru Francije in Belgije, je pa zagotovo to, da država že vnaprej zagotovi eno možnost, izvedeniškega dela, strokovnega pogleda na konkretno situacijo pacienta, iz katere lahko pacient seveda črpa, odločitev o tem, kako bo vnaprej ravnal, ne. Torej, ali se bo odločil za uveljavljanje odškodnine po sodni poti ali ne. Tako, in prav v ta namen sem jaz tukaj naredila eno, kratko primerjavo, kjer vidimo,
da v resnici, nekih prav tako zelo radikalnih odstopanj med enim in drugim sistemom ni, je pa v nekrivdnem sistemu načeloma odškodnina nižja in tudi pavšalno odmerjena, medtem ko v klasičnem odškodninskem sistemu bi naj bila odmerjena individualno glede na, situacijo in potrebe konkretnega, pacienta. Kar je prednost nekrivdnega sistema po moji oceni, je tudi to, da se informacije o varnostnih odklonih zbirajo na enem mestu in da pač to omogoča oziroma bi lahko omogočilo, neko anonimizirano poročanje, predvsem ko gre za resna varnostna odstopanja. In to zbiranje informacij v nekrivdnih sistemih oziroma v tistih hibridnih sistemih se meni zdi zelo pomembno in je to pač ena rešitev, ki bi sigurno tudi na slovenski sistem vplivala pozitivno. Jaz sem to že vse omenila, ne, torej najšibkejši oškodovani pacienti v slovenskem sistemu niso ustrezno zavarovani. In tukaj mislim, da bi država z določenimi ne tako radikalnimi premiki bi lahko veliko, naredila, če bi vzpostavila neko parcialno shemo za najhujše primere ali bodisi smrti oziroma vsaj, tistih poškodb, ki imajo zelo resne posledice za paciente, ker recimo imamo v sodnem postopku, čisto konkretno vam povem primer 13-letnika, ki je, zelo hudo telesno poškodovan, ki je v bistvu odvisen od 24-urne pomoči staršev, in si starši pač ne morejo zagotoviti pomoči niti ponoči, niti, neke medicinske dodatne oskrbe in tako naprej. Poleg tega niti prilagoditev, stanovanjskih, prostorov, pa bi recimo, če bi bila vzpostavljena neka parcialna odškodninska shema in bi odškodnino dobili po hitrem postopku, zagotovo te njihove težave bistveno olajšalo, kar je tudi konec koncev, osnovni cilj odškodnine, ne. Kakšne so torej po moji oceni alternative in kaj mislim, da bi bilo potrebno v slovenskem sistemu, spremeniti? Jaz mislim, da določene mehanizme že imamo uzakonjene, da pa jih ne, kot sem že omenila, dosledno izvajamo. Mehanizmi mirnega reševanja sporov v teh medicinskih zadevah so relativno neučinkoviti. Tukaj bi predvsem, apelirala na zdravstvene ustanove, da bi se začele obnašati v smislu, iskanja mirnih rešitev. Namreč sama pri svojem delu opažam, da so do teh, rešitev relativno indiferentne in da zelo redko dobimo soglasje za postopek mediacije, ko gre za, primere zdravstvenih napak. Namreč običajno se zdravniške ustanove postavijo na stališče, da pač niso krive za nastalo škodo in se potem v mediacijo niti ne spuščajo in prepuščajo odločitve dolgotrajnim sodnim postopkom. Do prilagoditev dokaznih standardov je v veliki meri že prišlo, s tem, ko so se sodišča odločila, da znižajo, tole, stopnjo, potrebnega dokazovanja na standard pretežne verjetnosti. Zdaj glede specializiranih sodišč, jaz imam tako nekako, stališče, da smo premajhna država, da bi vzpostavljali posebna sodišča za primere, zdravstvenih napak, kot imamo recimo družinska sodišča znotraj civilnih, pravdnih sodišč. Jaz mislim, da teh primerov ni dovolj, da bi vzpostavili specializirano sodišče, bi pa bilo primerno, da bi v okviru, celotne države morebiti zaupali, nekemu oddelku, ožjemu oddelku, ki bi obravnavalo točno te primere, ker so zelo specifični. In zato sem prav na začetku izpostavila, da nekatera sodišča, moram pohvaliti, določene sodnike, ki so razumeli, da so ti primeri res specifični in da jih je potrebno obravnavati drugače od siceršnjih gospodarskih in civilnih pravd. Stroškovne obremenitve pacientov so zdaj v tem trenutku nekoliko olajšane z institutom brezplačne pravne pomoči, ki jo lahko pač pridobite, če ustrezate določenim kriterijem, vsaj za kritje stroškov izvedenca in sodne takse. Tako da tukaj država, bom rekla, je en korak naprej, naredila, se pa zavedam, da se vsekakor je, to, pač en manjši korak. Mogoče bi bilo za razmisliti o tem, da bi recimo, se te stroške, izvedencev recimo prevalilo na ramena države ali pa
recimo na bremena zdravstvenih zavarovalnic, zdravstvenih ustanov, ker je to res zahtevna obremenitev in vsak ni oproščen plačila sodne takse. Kot sem že prej omenila tale primer, ki nam je povedal, da je država odgovorna, če prihaja do sistemskih odklonov, ker recimo ne zagotovi eventuelno 24-urnega dežurstva ali pa urgentne službe, kot tudi je odgovorna v primeru, če ne zagotovi ugotavljanja vzroka za nastalo škodo. Potem recimo angleška ureditev, pozna en instrument, ki se meni zdi zelo tako, koristen, to je duty of candor. V bistvu gre za obveznost razkritja odklona pacientu, ne da bi on zahteval pojasnilo o tem, kaj je vzrok za poslabšanje njegovega stanja, ampak v kolikor zazna ustanova, da je prišlo do nekega varnostnega odklona, je to dolžna pacientu, vsekakor razkriti, ne glede na sodni postopek, pač že v samem postopku zdravljenja je to njena obveznost. Potem v slovenski ureditvi imamo po Zakonu o pravdnem postopku možnost, uveljaviti predpravdno izvedeniško mnenje, kar pomeni, da lahko pacient že predno vloži tožbo zahteva, da sodišče imenuje izvedenca, ki, odgovori na vprašanje, ali je bila v postopku storjena napaka ali ne. Tukaj imam tudi jaz mešane, izkušnje, občutke glede tega. V nekaterih zelo redkih postopkih se sicer to izkaže kot koristno, ampak v večini, glede na to, da imenujejo pač slovenskega izvedenca, se to izkaže kot, še en dodaten, korak in podaljševanje postopka, namreč potem je potrebno v samem sodnem postopku to mnenje, ki ga pred pravdo dobimo in eventuelno, da recimo ni ugodno za pacienta, izpodbiti z drugim mnenjem in se nam postopek zaradi tega samo še v resnici podaljša. Tako da jaz mislim, da ta institut je mogoče imel dober namen, zakonodajalec s tem, ampak, v praksi se to nikoli ni, v resnici, vzpostavilo tako, kot je bilo mišljeno. Kar bi sama predlagala, je, da bi se predpravdno, obligatorno, določilo, da se ti spori, tovrstni spori rešujejo na miren način, tako kot pozna recimo to Zakon o državnem odvetništvu. Vi veste, da če boste uveljavljali neke zahtevke zoper državo, boste morali najprej, proti njej vložiti odškodninski zahtevek, no, in tukaj bi jaz dodatno vzpostavila še eno obveznost, da se, obe strani, morata udeležiti, mediacije. Kajti mislim, da v mediaciji bi lahko prišli tudi do številnih odgovorov s postavitvijo nekega izvedenca že takrat o tem, kaj je bilo dejansko v postopku narobe. Moja ideja je tudi, da bi se glede izvedencev, kar smatram za zelo problematičen vidik, države na ravni Evropske unije morale povezati, da bi vzpostavile določeno, bazo izvedencev različnih, specializacij oziroma subspecializacij in da bi iz te baze vsi udeleženi na ravni celotne Evropske unije lahko črpali strokovno podlago za svoje zahtevke. Potem, no, tukaj bom rekla zelo specifično, nemška doktrina popolnoma obvladljivih tveganj. Ko gre za neka tveganja, to so recimo Nemci ali pa tudi Angleži poznajo res ipsa loquitur doktrino, torej v tistih primerih, ko bi neko tveganje lahko obvladali, se, krivda izvajalca domneva. To je recimo, ne vem, padec z bolniške postelje recimo kakšnega otroka. Če bi to tveganje lahko bolnišnica obvladala, potem se šteje, da je za nastalo škodo odgovorna. Tudi pri nas bi se v sodni praksi, saj pač tudi neke odločitve že so v tej smeri, mislim, da morala ta doktrina mogoče malo bolj izoblikovati. Poleg tega pa pri svojem delu zaznavam tudi zelo problematično vprašanje vodenja medicinske dokumentacije pacienta, kajti ta je marsikdaj zelo pomanjkljiva, zelo nepopolna, in seveda otežkoča delo tako sodišča kot izvedenca. In v tem primeru so, recimo Nemci, določili, da v kolikor je dokumentacija nedosledno vodena, nepopolna, se to šteje v škodo izvajalca v sodnem postopku. Torej, kot da bi recimo zdravljenje sploh ne bilo opravljeno, če nimajo izkazano v medicinski dokumentaciji, da je bilo, recimo neka diagnostika opravljena, ne.
No, in tukaj sklepno jaz pridem do odgovora, da bi bil v Sloveniji primeren nek gradualistični pristop. Da bi se vzpostavila parcialna nekrivdna odškodninska shema za najtežje oblike škod oziroma za tiste škode, ki so nesorazmerne tveganju posega. Recimo, če vi pridete na nek relativno banalen poseg, pa se vam zgodi zelo huda posledica, bi mislim, da morala neka odškodninska shema kriti odškodnino ne glede na krivdo. Tako da to bi bila po moji oceni prva rešitev v slovenskem sistemu, poleg teh prilagoditev, ki sem jih že zgoraj omenila. Šele potem bi se lahko pogovarjali o neki splošni nekrivdni odškodninski shemi. Tako da, no, to je, kar sem imela jaz pripravljeno za danes, kar se tiče moje prezentacije. Tako da sem vam zdaj vsekakor na razpolago za kakršnakoli vprašanja oziroma za delitev vaših mnenj. Jaz še enkrat zelo pozdravljam vašo pobudo in se vam zahvaljujem, da ste se lotili tako perečega vprašanja, kot je vprašanje varnosti in odškodnin v zdravstvu. Spoštovana Nina, vaše predavanje je bilo zelo zanimivo. Bi pa povabila ljudi prisotne, če imajo kakšno vprašanja. Jaz osebno bi imela eno, in sicer omenila ste, da sta bila v Sloveniji že 2 predloga, in sicer eden s strani Zdravniške zbornice in eden s strani pacientov. A morda lahko poveste kaj več o tem? Mislim, jaz sem pač ta 2 predloga, bom rekla, prebrala. Zdaj, prav konkretno vem, da so rešitve, ki so zelo vsaj kar se tiče Zdravniške zbornice, no, zelo podobne skandinavskim rešitvam in tudi po predlogih bi se ta odškodnina omejila na, mislim, da 60.000 evrov izplačil. Kar jaz sama ocenjujem, da bi bilo, da pač ne bi imelo nekega resnega učinka na odškodninski sistem v Sloveniji in da bi ljudje še vedno po klasičnem sistemu uveljavljali odškodnine, kajti če vi utrpite škodo, ki je recimo milijonska, jaz ne verjamem, da boste pristali na to, da bi vam država izplačala 60.000 evrov iz nekega sklada, kajti mislim, da to tudi se mi ne zdi ustrezen način. Zdaj, mogoče se opravičujem, Ministrstvo za zdravje je en predlog, pa zbornica je dala drug predlog, tako da se popravljam, se opravičujem. Hvala. Kako je s sobivanjem s kazenskim sistemom v predstavljenih državah? Ja, torej gre za izrazito ločene sisteme. Kazensko se obravnava povsem ločeno in niti ni neke povezljivosti oziroma sporočanja informacij med enim in drugim sistemom. Tudi z disciplinskimi postopki tukaj pač pravijo, da gre za nek zid med enim in drugim sistemom. Ok, Nina, če dovoliš, da koordinacijsko speljemo pol naprej, ker jasne mikrofon ne dela, tako da lep pozdrav z moje strani. Se zahvaljujem gospod Nine. Popol takša Nina naša, pač Gajzerova, dala generalno zahvala. Skratka, zdaj, da speljamo do konca naprej, bi prosil pač, da na organizirani način pristopimo. Imamo dvignjeno roko gospoda Vladimirja pa gospoda Gerberca, tako da predlagam res, da mogoče smo čisto konkretni za konkretnimi vprašanji. Tudi desno lahko napišete vprašanje, da se bolj prečita, tako da bomo operativno mogoče zdaj v kakšnih 15-20 minutah recimo potem zaključili zadevo. Ne pa Vladimir, izvoliš, evo beseda. Ja, jaz sem postavil sproti že iz predavanja 2 vprašanja, ki so me zmotila. Govorite o neki idealizirani shemi, državno odvetništvo odloča, jaz pravim tako, kot da je nad njo Bog. On se sploh ne gre v neko mediacijo, ampak če odpravijo s parim vrsticam, verjetno naredijo 10 pritožb z veliko zamudo, tako da to se vsakakor ne strinjam, ne. Drugo zadeva je v zvezi z enim konkretnim vprašanjem, ki ste omenili, to se pravi, da je tale difuzivna medicina, ne. To ni tako nedolžna stvar, ne. Dobro, da ste omenili na začetku,
kot eno pomembno zadevo. Andrej Robida omenja to kot neko tako, na koncu pa še tudi defenzivna medicina, ampak recimo imamo dokaze, da defenzivna medicina povzroča smrti. Recimo, konkreten primer je lahko v zelo kratkem obdobju, da je pacient v tako hudem akutnem stanju, pa izvajajo redne preiskave, namesto da bi ga takoj zdravili in nastopi smrt. Drugo je pa tudi, ko recimo se ne more odločiti, kakšna je bolezen in človek umre, zato ker predolg časa prihaja do teh preiskav. No. To so ta dva moja vprašanja. Okay, v redu, Vlada, izvolite, Nina. Hvala lepa, gospod Plantan. Ja, jaz se strinjam z vašimi ugotovitvami v celoti. Kar se tiče tega, da gre za idealizirano rešitev, ja, tudi to drži. Jaz mislim, ampak da bi se dalo v praksi uveljaviti torej to rešitev, da bi obstajal neka obvezna zahteva po mirnem reševanju sporov, čeprav državno odvetništvo, kot vi pravite, te zavrne v par stavkih, ne? Ampak korak od tu dalje bi bil po moji oceni za zdravstvene postopke obveznost, da bi se morali udeležiti, ne samo odgovoriti na zahtevek, ampak da bi se morali udeležiti tudi mediacije. Kar se tiče defenzivne medicine, se vsekakor zavedam tega in tukaj mislim, da bi morali biti tudi zdravniki tisti, ki bi poslušali kakšna predavanja in se podučili o tem, da tudi defenzivna medicina ima lahko škodljive posledice in konec koncev tudi ali pa kazenskopravno odgovornost. To je zelo pereč problem, ne samo svetovno gledano je zelo pereč problem, ne samo stroškovno, ampak tudi posledično za paciente. To, da se postopki zaradi defenzive zdravstvenega osebja tako dolgo zavlečejo, da lahko nastane škoda. To vsekakor se z vami strinjam, ampak tukaj bomo morali vsi skupaj z ozaveščanjem tako zdravstvenih ustanov in zdravnikov, kot z ozaveščanjem pacientov še veliko postoriti. V redu, hvala. Franci Gerbrec, izvolite. Samo Franci nekaj ne sliši se vas, probajte pogledati, kaj bi bilo. Medtem mogoče glede na vprašanje gospoda Boštjana, kako je s sobivanjem s kazenskim sistemom, to smo že povedali, če se ne motim. Pa mislim, da je bilo še eno vprašanje potem, ko se mi je pokazala samo malo. Zdaj bo še. Zdaj pa je super, Franci, izvolite, pozdravljene. Vedno imam te težave. Najprej bi rad tole povedal, da je ministrica tik na tem, da imenuje delovno skupino za pripravo izhodišč za pripravo zakona o nekrivdni odškodninski odgovornosti. Dogovorila se je na našo pobudo z profesor Viktorijo Skubic z Pravne fakultete, da naredi zasnovo, dispozicijo za pripravo tega zakona in pričakujemo, da bo ministrica v kratkem imenovala skupino, ki bo delala v 2 etapah. Prvo, bojo pripravljena izhodišča za pripravo tega zakona in pri tem bodo seveda vse doslej predlagane rešitve seveda tudi obravnavane. Komentiral bi to, kar je kolegica Cekova rekla, zbornični predlog je značilen potem, da poskuša prevaliti vse stroške v zvezi z plačevanjem nekrivdne odškodnine na državo, na proračun, in da ne predvideva, da bi se morali izvajalci zavarovati. Ampak jaz samo navajam to, da so poskušali prevaliti celotne stroške reševanja teh sporov na državo, kar seveda verjetno ni sprejemljivo in tudi skandinavski modeli niso takšni. Tako da zdaj bo prišlo do tega, da bi se letos pospešeno ta zakon pripravil in jaz upam, da bo še v mandatu te vlade recimo ta zakon sprejet ali pa zelo daleč v postopku. In v zvezi s tem bi rad samo tole rekel Jernej in ostali sodelujoči, da bi bilo prav, da bi današnje predavanje in predstavitev kolegice Cekove se nadaljevalo tako, da bi v posameznih etapah, ko bodo izhodišča pripravljena, potem se pa začel zakon pisati,
mi na teh naših srečanjih, zdaj ali na srečanju obravnavali, ali pa se dogovorili, da se posebej sestanemo zato, da bi ta skupina bila tista skupina, ki bi znotraj ZOPS-a skupaj še z drugimi organi in telesi ZOPS-a potem oblikovala naša stališča, ker če kdo mora pri tem igrati ključno vlogo, moramo sigurno predstavniki oziroma pacienti. To je naloga za letošnje leto, ki kot drugi steber izboljšanja kakovosti in varnosti pacientov v Sloveniji. To je ena stvar, drugo pa v teku je že postopek za spremembo zakona o pacientovih pravicah. Jaz bi rad opozoril, da smo na eni od 5 sej 2 uri porabili za 20. člen sedanjega zakona, to je pojasnilna dolžnost. Tam so prišla do izraza zelo različna stališča in jaz bi prosil, če bi lahko dr. Cekova morda bila pripravljena, da v zvezi z 20. členom in pojasnilno dolžnostjo da kakšne sugestije, kako dopolniti sedanji 20. člen. Tudi tam so eni predlogi iz nas, ZOPS-a, iz predlanskega leta, se pravi 2023, in pa predlogi Zdravniške zbornice Slovenije. Zaenkrat smo se dogovorili, da je 20. člen treba odpreti, da sedanji člen ni ustrezen. Tam je odprtih več vprašanj in zelo dobro bi bilo, mi imamo rok 5. marec, da samo da damo ideje o posameznih členih, samo v alinejah, da napišemo, kaj je tam recimo odprto. In če bi uspeli mi do 5.3. kakršnekoli predloge dati o 20. členu, bi bilo zelo dobro, ker 20. člen je eden nosilnih členov preko tega zakona. Tudi to se mi zdi, da je zelo pomembno, drugače pa se samo informativno ustanovitev agencije javne za kakovost pripravlja intenzivno in mislim, da bo agencija ustanovljena v skladu z zakonsko določbo, da bo v 3 mesecih ustanovljena, tako da v letošnjem letu lahko pričakujemo, da se bojo drugače reševali zadeve, ker zakon je odvzel pravico obravnave izrednih nadzorov obema zbornicama. To je bil eden od ključnih pogojev z naše strani Zveze organizacij pacientov, tako da končno bo obravnava varnostnih incidentov prešla iz poklicnih zbornic na neodvisni državni organ. To se mi zdi, treba povedati, mi smo vključeni v pripravo ustanovnih aktov in bo potrebno, ko bo na spored prišel podzakonski akt te agencije, ko bo ona ustanovljena, takrat se bomo morali mi dol usesti in bomo morali tisti pravilnik, ki ga bo agencija potem sprejela, ga bomo morali dobro pregledati, kajti jaz sem danes zjutraj si printal sedanja pravilnika, ki urejata postopke rednih in izrednih nadzorov. Te 2 pravilnika, ki so stara 15 let, sta katastrofalna. Ti, Jernej, dobro veš, da ne ti, ne jaz, ne drugi nismo bili v zvezi z vloženo zahtevo nikoli sprejeti, slišani, zaslišani ali z nami se ni nihče pogovarjal niti pred začetkom postopka, niti v teku postopka, niti v koncu postopka. Se pravi, mi nimamo osnovne pravice, to se pravi pacient ali svojci, da karkoli pove pri izrednem nadzoru. Se pravi, postopkovno je sedanji izredni nadzor skrajno pomanjkljiv oziroma je protiustaven. Ker če ti nimaš možnosti ugovora, pritožbe in pravnih sredstev, potem seveda ne moreš nič narediti. To, ko sem želel za danes povedati, se pravi, če bi uspeli karkoli koristnega povedati ali predlagati za spremembo 20. člena zakona o pacientovih pravicah, no in konec samo še tole, zbiramo gradiva, da bi v letošnjem letu se osredotočili v ZOPS-u na enega centralnih problemov, to je sistem zagovorništva. Se pravi, zakonska ureditev zagovorništva. To je tudi povezano z zakonom o pacientovih pravicah. Mi zdaj dobivamo 20 let stara gradiva, ki so bila pripravljena v Pravno-informacijskem centru nevladnih organizacij. Jaz sem pisal zdaj pisma in iščejo tiste dokumente, ker takrat je bil že pripravljen osnutek zakona o zagovorništvu pacientov, ki je pa potem nekje obtičal. 20 let ni bilo nič narejenega na tem področju, razen pri zakonu o duševnem zdravju. Toliko, evo. Ja, ok, v redu, najlepša hvala, Franci, tako da tudi za
to širino pač in v bistvu velik prispevek, no, k današnje aktivnosti. Ja, za gospa Nina, če imate mogoče 20. člen, kaj v glavi, čisto tako na prvo žogo, bom rekel? Mislim, jaz moram reči, da jaz v svoji praksi ne zaznavam problema, da bi bilo potrebno 20. člen pač zakonsko korigirati. Jaz mislim, da je to dosti stvar sodne prakse. In da je sodna praksa na temo 20. člena in pojasnilne dolžnosti že kar jasna, že kar široka in da tudi sledi primerjalno pravnim ureditvam. Tako da moje osebno mnenje je, pa bi želela vedeti, kaj v resnici vi zaznavate kot problem, ker mogoče jaz teh informacij nimam, jaz pač v sodnih postopkih mogoče vidim neko plat, ki je ne, mogoče bi mi zdravniki povedali kaj drugega. Mislim, da pri njih je bolj problemno, da imajo določene strahove s tem, ali je dovolj, ali ni dovolj in tako naprej. Bom povedal, eno od vprašanj je tudi, ali naj bi zakon določil, da stroške drugega mnenja, da je to pravica pacienta. V Nemčiji imajo to ureditev tako urejeno, da seveda si ne more pacient za karkoli izmišljati, ampak so z zakonom določene vrste bolezni ali bolezenskih stanj, recimo rak, ali pa recimo srčne bolezni, ne, pri katerih ima pacient pravico, da v breme zdravstvene zavarovalnice pridobi drugo mnenje, ker zdaj ga mora sam plačati. Ja, eno tako. absolutno se strinjam z vami, drugo mnenje je zelo velik problem. In tukaj pa mislim, da bi moral zakonodajalec dati jasne rešitve in razširiti pravice pacientov. Ampak tukaj ne vidim povezljivosti direktne z... Ja, je povezano, ker je pojasnilna dolžnost vezana na to, da je pacient, ki je recimo pred težko odločitvijo, recimo ali pristane na operacijo srca ali nekaj drugega, ne, ali takrat on zahteva drugo mnenje. Takrat, preden pride do njegovega soglasja. Drugo mnenje bi bilo nujno potrebno urediti. Vidite, tu sta 20. pa 40. člen povezana. Pacient, ki misli, da mu ni bila ustrezno pojasnjena odločitev, za katero je on v dvomih, ali naj na to pristane, ali ne, in mi imamo take hude, težke primere na tem področju. Recimo odvzema organov in tako dalje in tako dalje. In tu je vrsta takih delikatnih situacij in tu se pokaže ta pravica do drugega mnenja v fazi, ko se on šele odloča na nek predlagani poseg, se nam zdi zelo pomembna. A se strinjate, da je to pomembno? Absolutno. Okay, in zelo podpiram, da se uredi drugo mnenje. Če me vprašate. Ja, kolegica Cekova, mi smo predlagali v tej dvourni razpravi, da se... Bi lahko tole malo, prosim, ne širi to, ker imamo mi Nina, pa jaz smo imeli v bistvu konkretno za pojasnilno dolžnost, pa že skačete stran. Se nimamo 3 ure časa, lepo prosim. Se lahko tudi utihnem. Jaz sem sam povedal, da imamo odprt problem in da moramo 5. do 3. nekaj dati, nič drugega. Ok, vredo, se strinjam, ja, da gremo zdaj na odškodninsko bolj, ja. Nina je dvignila roko, potem pa Vlada, tako da Nina, kaj zdaj izvoliš? Torej, hvala, Jernej. Jaz bi želela dr. Cekova še nekaj vprašati, in sicer po vašem mnenju, kako pomembna je vključitev zavarovalnic, se pravi pri nas samo na žalost ZZZS, ki ima tukaj nek monopol, ni mi čisto jasno, na kakšen način te stvari tečejo, ne? Pri, se pravi, urejanju tega sistema nekrivdnih odškodninskih shem, ne? Se pravi, kako vi vidite, koga je treba tukaj vključiti in kdo so obvezni, rečemo, playerji pri uvajanju tega izboljšanega sistema? No, zdaj jaz tukaj kot en disclaimer moram povedati, da jaz pri svojem raziskovanju sem prav izrecno tudi zapisala, da se s tem ekonomskim delom ne ukvarjam, ker bi to presegalo pač moje znanje in pač tudi obseg mojega dela. Tako da vem, kakšne so ureditve v tujini, to zelo različno, nekje so pač to zasebne zavarovalnice, nekje je to javnopravna zavarovalnica kot pri nas ZZZS. Država si bo morala odgovoriti na vprašanje, od kod bomo ta sredstva vzeli in koliko
koliko približno nas bo sploh to stalo. Seveda je vse to odvisno od kakšen sistem si bomo zamislili, ali bo to nek sistem, ki bo navzgor omejen, pa bo omogočil širokemu krogu upravičencev odškodnino, ali bo šlo za sistem, ki ga recimo jaz zagovarjam, da bo manjšemu krogu upravičencev zagotovila odškodnino iz nekrivdne sheme, vendar za zelo resne posledice, ne. Tako da tukaj jaz zelo težko odgovorim, kdo so deležniki, ki bi morali biti z tega ekonomskega vidika vključeni, kajti je to zelo odvisno, po kateri poti bo država šla in, kot pravim, koliko sredstev bomo potrebovali. Jaz mislim, da bi bilo smiselno, da bi se vključile tudi zasebne zavarovalnice, vsekakor bodisi v okviru nekega zavarovanja, ki bi ga nekje drugje odvzeli, ali pa kakorkoli, no, ampak res nimam ekonomskega znanja, da bi lahko na to odgovorila. Dobro, hvala lepa. Okay, hvala, Vlada, ste hteli še kaj dodati? Jaz bi dodal, jaz sem napisal konkreten primer, na radiologiji, na rentgenu je napisano izvidel neznani zdravnik, kar pomeni, da sploh ni bilo izvedeno pojasnilno mnenje. Mi smo v Novem mestu že poslušali primer, ko so rekli, kako je zelo pomembno, da v bistvu zdravnik zelo natančno opiše, kaj želi vedeti. To se pravi, če je neznani zdravnik, to se pravi, da tega zdravnika ni, da tudi pojasnilnega mnenja ni. Zakaj to govorim? Po 12 urah se zgodi smrt. Kako lahko človek potem v bistvu samo ta dokument pokaže pred sodiščem in reče, glejte, to se je zgodilo, ni bilo pojasnilne dolžnosti opravljene, a je to zadosti? Hvala. Ja, veste kaj, meni je zelo žal, jaz imam premalo informacij o tem vašem primeru, da bi vam lahko konkretno odgovorila. Zdaj zgolj, da bi rekel, mislim, da bi svojci tega pacienta rekli, lejte, tukaj piše neznani zdravnik, ni bila pojasnilna dolžnost opravljena, to bo premalo. Zato ker sklepam, da gre za nek radiološki izvid, se pravi nek CT izvid, in tukaj pojasnilna dolžnost najbrž ne bo vplivala na posledico. Torej to, da je bila opravljena neka CT preiskava, najbrž ni povzročilo smrti. Sklepam. Ne, mislim, to verjetno narobe sklepate, ker je v bistvu diagnostika pomembna za terapijo. Če ni diagnostike, ni terapije, ker ni terapije ali je napačna terapija, je smrt. To se pravi, mi smo izhodišče rekli diagnostika. Tukaj je... Torej, diagnostika ni bila opravljena, o tem govorimo. Je bila v bistvu opravljena na nek čuden način, če je neznani zdravnik. Sploh so samo formalno delali. Hočem povedati, da je tukaj en primer, ki ga mogoče vi, ki delate v teh pravniških krogih, niti ne veste, kaj se dogaja na terenu. Da se v bistvu dogajajo take stvari, kot sem rekel, da je to defizivna medicina. Defizivna medicina pomeni tudi to, da kad ti prideš v kliniko, opravijo 100 rutinskih preiskav. Oseba je pa v hudem stanju in umre, predno oni sploh vidijo rezultate preiskav. Govorimo o zdravniški napaki, zagotovo. Ok, v vsakem primeru je potem defizivna medicina, pa tudi to pojasnilna dolžnost neopravljena, v bistvu kriva za smrt, če lahko tako rečemo. Tako je. In če dokažete, da je kriva za smrt, potem vam morajo priznati odškodnino. Ja, mi smo pa rekli, da je to povratno dokazno breme. Tudi sodišče zdaj že to izjavlja, da je če vsaj 50% možnosti, da je v bistvu to lahko vplivalo, potem ni nujno, da 100% dokažeš. Drži, to sem rekla, pretežna verjetnost zadostuje. Ja. Hvala. Tok, da bi jaz to sebi pojasnil, ker tukaj sem 2 primera navedel, jaz ne vem, če ni to zadost, ali je treba še 100 primerov, da je več kot 50%. Hvala. Ok, vredo, hvala. Nina si imela roko. Jaz sem samo želela Jerneja pozvati, zaključne besedi verjetno, razen če kdo še ima kako pripombo, ne? Ja, se strinjam, tako da res tu desno, če še kaj kdo ni napisal zdaj, razen če še kdo želi kaj dodati, vprašate, zdaj ima tudi možnost v bistvu, da direktno vstopi z gospod Nino Cek v kontakt, ena varianta. Mislim, da tudi dovoli, da delimo njene kontakt, če bi kdo želel kasneje vstopiti v stik z vami. Tako da res pa, da smo imeli to možnost, da smo tudi vsaj ta prvi del nam, bom rekel, na preprost način predstavljeni in da smo nekoliko zdaj bolj opolnomočeni tudi na tej ravni, vsekakor vse za mene tudi osebno bila pač ta del zelo koristen.
Predvsem se mi zdi mogoče ta misel, da teh odškodnin je, oziroma zahtevkov sploh za odškodnine je malo v Sloveniji, dejansko teh žrtev pa je bistveno več, ne. Tako da to verjetno bi bilo smiselno, da tudi v sklopu iniciative ali pa kot posameznike dejansko, bom rekel, na nek način tudi spodbujamo, da se ljudje odločijo pač za te odškodnine, na nek način za te postopke, ki s tem tudi pač verjetno to širino bi dobili v nekem času na nek način, ne. Večinoma pa tako, verjetno razloge, da se ne odločajo, so pa ti, ko ste jih sami že navedli na nek način, ne. Zdaj drugo se mi zdi pomembno v bistvu glede gospoda Francija, te informacije, da ministrstvo v bistvu to skupino za odškodninsko shemo dejansko že ima oziroma je v pripravi ali kakorkoli, ne. Tako da zdaj koliko pač kot pacienti ali posamezniki imamo možnost potem, da se vključujemo v ta proces, bo verjetno zelo dobrodošlo, da tudi z konkretnimi primeri recimo potem prispevamo k tej širini, pač kaj bi pol dejansko bil ta končni cilj, ne, sigurno pa je to verjetno ni čas nekega enega meseca, ampak verjetno daljše obdobje, da bo prišlo do neke končne rešitve v obliki zakona na nek način, ne. Tako da zdaj bolj za naprej, pač če imate tudi kakšne predloge ali pa, izvoli, Franci. Jaz sem imel sinoči en dolg pogovor z dr. Ireno Jakopanec, ki s 1. junijem začne delati kot vodja oddelka za preprečevanje okužb v Univerzitetni bolnišnici v Stavangerju na Norveškem. Zelo zanimiv pogovor, ona mi je sinoči predstavila njihov sistem varnosti, spremljanja varnosti, ugotavljanja in tako naprej. Jaz sem danes iz spletnih strani potegnil, ven tam je na spletna stran, če si morda zabeležite ukom.no, Norge. Se pravi, to je preiskovalni urad za varnost incidente v zdravstvu. Ukom, z K pisano. In oni upravljajo tisto vlogo, ki naj bi jo pri nas upravljala bodoča agencija. In jaz mislim, da bi bilo Jernej koristno, da se morda mi enkrat takole, da se še ti vključiš, da jo povabimo, da ona predstavi njihov sistem na en podoben način, kot je zdaj dr. Cekova naredila, ker se bomo iz tega zelo veliko lahko naučili. Zelo veliko. Je tudi govorila sinoči o tem nekrivdnem sistemu odškodninske odgovornosti na Norveškem, ki je sicer malo drugačen, ampak podoben skandinavskim modelom. Povedala mi je tudi pozitivne in negativne strani tistega, tako da se mi zdi, da Irena Jakopanec, zdravnica staranih 50 let, in ker je ona na področju okužb strokovnjak za to, drugače po stroki epidemiolog. Samo dam iniciativo, da se jo morda evidentira za spomladi enkrat, da bi jo enkrat se takole srečali online. Zelo super, hvala, Franci, sem pribeležil tudi. Bom poslal ti tale elektronski stak. Prosim. Menuje bom, pa bosta morda se vidva sama enkrat morda najprej tudi pogovarjala. Ok, super, hvala lepa. A lahko jaz tukaj vidim, da je še eno vprašanje padlo, ne? Vidim, Dajte to odgovoriti lahko, ne, mislim, vidim, zanima me, ne? Gospa Nina, vidite vprašanje? Mislim, jaz dal vprašanje, ampak me zanima, ne? Torej, ali bi pri nekrivdni odgovornosti izključili kazenski sistem, to sprašujete? To je vprašanje, Tako je vprašanje, vidite. Ne. Glejte, kazenska odgovornost z civilno odškodninsko odgovornostjo nima in ne more imeti nobene zveze. Kazenska odgovornost pride v poštev v tistih hudih primerih, torej neke hude malomarnosti, naklepa in tako naprej, in nikakor ne moremo reševati z sistemom vzpostavitve nekrivdne odškodninske sheme tega kaznovalnega sistema, ki mora obstati tako, kot je. Lahko jaz le povem, ne, to je v bistvu zdaj paralela z pravično kulturo. Pravična kultura v prvi stopnji reče, tisti v ustanovi ugotovijo, a je tukaj nekaj kazenskega in potem se te zadeve ne lotijo in dajo pač tem, ki prevzamejo to, pač policija, kdorkoli, ne, potem pa se, če pa to ni, potem se gre pa po pravični kulturi. Vi pa tle o pravični kulturi niste govorili, to je pa ta neka paralela oziroma usporednica sodnemu sistemu, ki rešuje te vse ostale zadeve. Tega pri nas v Sloveniji praktično
niti z novim zakonom, niti slučajno niso povohali. Ok, v redu, hvala. Mislim, da Stanislav Kostanjevec je želel kaj dodati? Ne? Ok, se mi je zdelo, da lep pozdrav, no, tudi tako da. V redu, zdaj, če ni dvignjene roke, pa če ni vprašanj, bi Nini Kajzer dal zaključno besedo, zato ker je v bistvu ta osnovni kontakt z kolegico Nino, če že lahko tako zdaj imenujemo, bil tak, da res zelo dobro, da ste se to uskladili, no pa z naše strani v bistvu hvala, da smo imeli to možnost, pa evo Nina, izvoliš. Mikrofon si je vklopil, imaš gašnjene. Aha, zdaj pa se slišimo. Torej, dr. Nina Cek, najlepša hvala za poučno, za nas zelo koristno predavanje, za deljenje vaših izkušenj s pravne strani, a ne. Mi vas bomo imeli kar nekako za hišno, ne. Tako da bomo posredovali z veseljem vaš kontakt, tudi bomo delili z ostalimi, bom rekla, prijavljenimi na našo iniciativo, tole predavanje. Zares si želimo, da bi prispeval ta naš današnji dogodek k hitrejšemu urejanju zadev pri nas v korist vseh morebitnih oškodovancev, da se pač nekako zadeve saj za bodoče uredijo manj stresno, bolj primerno, na bolj human način, da jim ne bo treba iti skozi vse te postopke oziroma skozi vsa ta dogajanja, skozi katera smo morali iti mi, oziroma da jim ne bo treba hoditi po poti, ki jo ubiramo mi, ko dejansko ko smo naleteli na en velik manko, en velik manko v sistemu, na eno veliko praznino, a ne. Z vaše strani pa res zanimivo predavanje, razumljivo in zelo smo vam hvaležni za vaš čas in za vaše deljenje. Hvala lepa. Najlepša hvala še enkrat. Najlepša hvala še enkrat za povabilo in z veseljem še kdaj. Hvala tudi vsem, ki ste se prijavili, pa se danes še niste oglasili, pa upamo, da se boste naslednjič. Tako da hvala lepa. Nasvidenje. Ok, v redu. Lepo do naslednjič, vam bodete. Nasvidenje, do prihodnjič.